Lepo pozdravljeni vsi skupaj, torej v imenu Ministrstva za notranje zadeve. Kot je bilo rečeno, je torej danes na vladi bilo potrjeno besedilo novega zakona o tujcih. Zakon o tujcih v bistvu predstavlja praktično neka novelo zakona, ki je že v veljavi, saj se konceptualna zasnova zakona torej ne spreminja in ga v bistvu tistih glavnih inštitutov pač v zakonu ostajajo enaki, kot so bili že od leta 1999. Predvsem govorim tukaj torej za izdaja dovoljenja za prvo in začasno prebivanje. Pri nastanku torej novele je morala Republika Slovenija upoštevati 3 nove direktive na področju zakonite migracije. Poleg tega smo morali pač v zakon prenesti tudi smernice Evropske komisije glede prostega pretoka oseb. In zakon prinaša tudi druge novosti, ki predstavljajo predvsem določene olajšave in pa dvig nivoja pravic migrantov, ki prebivajo v Republiki Sloveniji. Torej zakon kot novosti prinaša uveljavitev načela vse na enem mestu, tako imenovana one stop shop, ki odpravlja administrativne ovire za delavce, ki prihajajo v Republiko Slovenijo z namenom zaposlitve in pridobijo tako imenovano modro karto, ki je enotno dovoljenje za delo in za prebivanje v Republiki Sloveniji. Torej, z Ministrstvom za delo in družine socialne zadeve smo združili postopek pridobitve dovoljenja za delo in zaposlitev in pa dovoljenja za prebivanje. To bo pilotni projekt in pač po evalvaciji tega projekta bomo potem videli, ali lahko spremenimo in uvedemo tak koncept za vsa dovoljenja za prebivanje iz razloga zaposlitve in dela. Zakon prinaša več pravic za tujca v postopku prisilne odstranitve. To je posledica prenosa direktive o vračanju. Tako bo tujcem, ki nezakonito prebivajo na območju Republike Slovenije, dana možnost, da državo zapustijo prostovoljno, potem, ko jim bo izdana tako imenovana odločba o prostovoljni vrnitvi. S tem se zagotovi tudi ustrezno pravno varstvo in sicer tako, da bo v postopku odstranitve tujce torej izdana odločba, na katero se bo tujec seveda lahko pritožil. Naslednja novost je varovanje pravic tujcev, ki so žrtve nezakonitega zaposlovanja. Tukaj omogočamo tujcu pridobitev dovoljenja za zadrževanje in posledično tudi pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje. Če je pripravljen sodelovati s sodnimi organi v sodnem postopku, bodisi kazenskem ali pa civilnem, zoper delodajalca, ki ga je imel zaposlenega na črno, torej nezakonito. Poleg tega pa se zakon uvaja tudi olajšan vstop za določene kategorije tujcev z izdajo tako imenovanega nacionalnega vizuma D za dolgoročno prebivanje. Te določene kategorije tujcev bodo lahko potem v državi, torej v Sloveniji, pridobili nadaljnje dovoljenje za prebivanje in vsi postopki bodo lahko speljani v Sloveniji. Poleg tega se razširja tudi definicija družinskih članov in sicer predlog zakona o tujcih razširja definicijo tako družinskih članov tujcev, kot tudi družinskih članov državljanov EU, s tem, da se ta definicija razširja z registriranim partnerjem in pa s partnerjem, s katerim tujec živi v dalj trajajoči življenjski skupnosti. Poleg tega pa, kot veste, seveda zakon prinaša tudi pravno podlago za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje iz nacionalnega interesa. V redu, hvala lepa za to predstavitev vsebinskega dela zakona. Vaše kakšno vprašanje, izvoli. Ja, mene zanima, zdaj, če ta novela zakona daje pravno podlago za sprejem zapornikov iz Guantanama in kakšen status bi te zaporniki imeli po prihodu v Slovenijo, obenem pa tudi, ko ste si postavljali rok, kdaj ne bi ta zakon, pač zdaj gre v državni zbor, kdaj ne bi ga sprejeli oziroma kdaj ne bi stopil v veljavo in kdaj bi potem lahko sprejeli zapornike iz Guantanama. Ja, hvala za vprašanje. Torej, kar se tiče nove pravne podlage,
ki omogoča izdajo dovoljenja za začasno prebivanje tistemu tujcu, katerega prebivanje v Republiki Sloveniji je v interesu Republike Slovenije, je pač pravna dikcija zdaj zapisana tako, da na podlagi predloga zainteresiranega ministrstva oziroma državnega organa vlada s sklepom odloči, ali obstaja nacionalni interes, torej za prihod in pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje tega tujca v Republiki Sloveniji. Kajti prej take možnosti v zakon pač ni imel in jo ni dopuščal. Predlog zainteresiranega ministrstva mora izkazovati torej interes države, to pomeni področje samo, kulturni interes, politični interes, gospodarski interes. Poleg tega morajo biti v vladnemu gradivu priložena dokazila, da bo tujec imel zadostna sredstva za preživljanje in pa ustrezno zdravstveno zavarovanje. Potem pa na podlagi takega sklepa vlade Ministrstvo za notranje zadeve ex officio izda dovoljenje za začasno prebivanje, ki je lahko izdano tudi do 5 let. Torej, pravni status, bom nekaj, če odgovorim neposredno na vprašanje, tujec pridobi dovoljenje za začasno prebivanje. In torej v Sloveniji lahko zakonito prebiva. Ministrstvo za notranje zadeve seveda ocenjuje, da bo s tem vzpostavljena pravna podlaga za vstop in prebivanje oseb iz Guantanama. Konceptualno bo izvedljiv tudi pač pravni postopek pridobitve dovoljenja za začasno prebivanje. Hkrati pa se v teh izjemnih okoliščinah seveda so podana tudi zagotovila, da bodo te osebe lahko dejansko prebivali zakonito na ozemlju Republike Slovenije. Odgovorjeno na vprašanje? Vakacijo legis, se upravičujem. Torej, zakon bo uvrščen seveda na zasedanje državnega zbora, to je v skladu s postopkovnikom, potem pa vakacijo legis od sprejema je 3 mesece. 3 mesece do uveljavitve zakona. Mirko? Čisto tehnično vprašanje v zvezi s konkretnim primerom glede Guantanama. Kako pričakujete, recimo, govorite o pogojih, da mora oseba imeti neke stalne vire za preživetje? Kako realno je, da je nekdo, ki je leta in leta preživel na Guantanamu, zdaj kar naenkrat v Slovenijo pride dejansko preskrbljen in najbrž to ne bo šlo, ne? Ja, kot sem dejala, pravna podlaga določa, da ukolikor oseba sama ne more dokazati, da ima neka sredstva za preživljanje, mora potem to dokazati pač resorni organ, ki to predlaga. Torej, ukolikor je to interes Republike Slovenije, zunanji politični interes, potem bo pač v sklepu vlade, ki ga bo sprejela, kot politično odločitev, zapisano tudi, iz katerih virov se bo ta človek preživel. Ja. Radija TV Slovenija. Kdo bo skrbel za tega zapornika, če pride? Kako bo to urejeno in kaj se zgodi po 5 letih z njim? To trenutno v zakonu o tujcih ni zapisano, to zakon o tujcih ne opredeljuje. Kot sem že povedala na začetku, zakon o tujcih trenutno omogoča pravno, formalno gledano pač to, da se takemu tujcu, če bo sprejeta politična odločitev, omogoči zakonito prebivanje v Sloveniji. Zakon o tujcih omogoča, da se lahko seveda to, dovoljenje, potem, se prošnja vloži in se seveda lahko tudi dovoljenje podaljša. To je pa čista splošna določba v zakonu. Mirko, si hotel še? Ja, še pravzaprav pod vprašanje, če sem vas prerazumel, se lahko zgodi, da bo pravzaprav zainteresirano ministrstvo lahko finančno jamčilo za ujetnika iz Guantanama. Tako trenutno v zakonu piše. V redu, naprej. Če nas vam zahvaljujem za podrobno predstavitev tega. Hvala tudi vam za vprašanje. Ja.